Pozdravljeni v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Danes je z mano umetnica Sara Filipović, katere prekrasno in super luštno razstavo ilustracij z naslovom Alma si lahko gledate v našem atriju Celjskega mladinskega centra. Sara, pozdravljena, kako si? Zdravo, v redu za te čase. To je to, samo da je v redu. Ja, ko imam razstavo. To je to. Tako da, kot sem že omenila, si lahko vsi ogledajo, gledajo tvojo razstavo v našem atriju. Pa mogoče, da se vrnemo na zelo začetek tvoje kariere in razstave, še preden. Si vedno rada risala, tu imamo zdaj razstavo ilustracije, je bilo to vedno nekaj, kar te je zanimalo? Ja, zelo sem rada risala, že kot otrok. Sicer sem šla pa kiparstvo študirati. Ja, sem malo preskočila, drugače pa ja, mi je tudi zelo žal, da, kaj pa vem, ko se kakih slikic spomnim, ko sem jih risala, pa ne vem, pa ljudi, ko so hodili na obisk, mi je ful žal, da so se nekako zgubile pol čez otroštvo, pa ne vem, pa ko smo se selili. Tako da ja, mi je bilo to vedno z mano, skozi rastlo z mano, to risanje in umetnost. Da, ja. Super, in omenila si, da si študirala kiparstvo. Kakšni so bili tvoji začetki, v bistvu, zdaj ne če vsako leto, ampak tako začetki tvojega ustvarjanja, tudi do kiparstva, kako si prišla pa na kiparstvo? Ja, mislim, risala sem že v osnovni, ko smo tudi sodelovali na kakih tekmovanjih, če nas niso ven vrgli, ko smo bile 1-3, ko smo bile, zdaj je to tako malo, kot da bi se sama hvalila, ampak 1-3 smo bile, ko smo zelo dobro risali, vem, da smo enkrat bile čisto frapirane, ker so nas diskvalificirali, da nam je učiteljica pomagala risati, ja. Tako da, v bistvu pa sem šla na gimnazijo, še vedno risala, ne vem, nekako mi ni bilo, da grem direkt na oblikovno takrat, da bi že kar šla v Ljubljano, tako da sem šla na gimnazijo, pol sem šla pa najprej na modo, na NTF, tako da pa sem bila tam 1 let, pa ne vem, mi je nekako sem rabila še bolj umetniški prostor. Sicer pogrešam sošolce od tam, je bila zelo fajn ekipa, ampak ja, pač žal nimajo prostorov, oni bi spadali na akademijo, tako da pa sem pač, ne vem, zakaj sem se za kiparstvo. Vem, da takrat, ko sem v osnovni hodila na Umbro, mi je že rekla Damjana Brumec, takrat me vprašala, če me zanima kiparstvo, ko smo nekaj z gline delali, pa sem bila ful nezadovoljna, češ, kaj je to, jaz rišem. Ja, pa je zanimalo me, širše področje je, vse tam v bistvu imaš tudi dosti risanja, ampak ja, je bilo zelo raznoliko, tako da. Pa ta 3D mi je bil blizu, saj v bistvu tudi pri oblikovanju oblačil si tako nek arhitekt. Tako da, ja, nekako tak so bili moji začetki, pa naprej, pa faks, pa sem šla pa na akademijo. Tako da, ja, še kaj iz tega. Super, zanimiva umetniška pot do tukaj, ko si danes. Se pravi, ja, omenili smo, da imaš pri nas razstavo, zdaj pa pravijo, da prve ne pozabiš nikoli. Kje in kdaj je bila ta tvoja prva razstava in česa, kaj si razstavljala? Ja, po moja prva razstava je bila v osnovni šoli, ko je učiteljica rekla, če bi naredila razstavo krokijev. Sicer, pri meni je bolj povezan, česa se najbolj spomnim, bolj s tem, kaj se je dogajalo. Tako da včasih niso prve stvari te, ko si jih najbolj zapomnim ali pa se jih spomnim. Tako da spomnim se ful svojega prvega performansa, ki je bil po faksu. Pa verjetno bolj zato, ker je bilo to nekaj čist novega, neko novo polje, pa drugačno od igranja, kot tisti pač smo v osnovni, pa tudi v srednji nekaj igrala. Nič kaj takega, ampak sem imela izkušnje s tem, tisto je pa čisto neko drugo polje komuniciranja s publiko, tako da, ja, pa tega se bolj spomnim. Tiste prve razstave, tako, vem, da so bili vsi, so me spraševali pri prvi, to se sam spomnim,
zakaj ni obrazov, ker doben ni štekel, da so kroki, da so hitre risbe. In pa se nisem z detajli ukvarjala, ampak bolj samim karakterjem cele figure. Mislim, da sem babico ne vem kolikrat narisala, kak sedi. Bolj poglobljeno je bilo, ne? Mogoče niso razumeli. Ja. Ne, vse so bili navdušeni, ampak vem, da so se pa tako po šoli nekaj, ona pa noče risati obrazov, da je to nekaj posebnega, pa sploh ni imel veze s tem. To so te izkušnje. Tako da, potem si imela tudi, kako si rekla, performanceov, skratka veliko projektov je že za tabo, no? Lahko bi bilo še več, ampak nekaj pa jih je. Potem pa zdaj trenutno tvoj otrok, Alma Karlin. Kako te je v življenje pripeljalo do Alme Karlin? Sploh kako, če se ne motim, si začela nekje 3 leta nazaj, ne? Ja, tako jaz sem prej bila skozi v Ljubljani, pa sem se pa v Celje vrnila. Pa sem takrat tudi kakšne projekte vozila z umetniško četrtjo. Pol so pa v Ticu postavili eno polico, ki je bila namenjena umetniški četrti za predstavitev, prodajo. In pa sem jaz razmišljala, kaj bi naredila v povezavi s Celjem. In sem brskala po Celju, rabila sem pa seveda neko osebo. Jaz rabim osebo, nisem tak abstraktnež. Pa sem pa najprej nekaj malo celjske grofe, to je že zelo daleč, zelo težko sem se poistovetila. Pa sem pa nekako v bistvu čez to raziskovanje do Alme prišla. Na začetku se jo nisem kar takoj lotila, ne. Pa sem pa nekako videla, da mi je bolj blizu ta, v bistvu ne sega tako daleč v zgodovino. Pa nekako me je navdahnila, ta njen duh, ta znatiželjnost, radovednost, se mi zdi, da so še kar tako žive stvari, nekaj, kar lahko komponiramo v zdajšnji čas. Pa se je pa tako rodila Alma, lik, seveda pa mi je bilo pa malo lažje, da sem jo naprej razvijala, ker je Zala Bojović takrat šla po stopinjah Alme Karlin, ona je delala za diplomsko. Pa smo se zmenili, da ji take razglednice pošiljam z Almo. Zala mi je poslala, kje je napisala blog, jaz sem pa risala. Pa vmes, če je Zala bila predolg nekje, sem jo pa kar začela uporabljati, če to, da malo sama skačem v druge teme. Tako da mi v bistvu Alma več meni omogoča kot... Figurica je bila narejena in potem je bila samo v drugih krajih na začetku, ne? Na začetku, pa je začela pa tudi malo tako, ne samo po prostoru, še po času skakati. Tako da je meni tudi omogočila ona pol, sem dosti raziskovala o določeni temi, tako da mi je veliko dala skozi to. Poleg nje. Poleg nje. Super, zdaj pa poleg naše razstave, oziroma je pa Alma, tvoja Alma, se pojavi tudi na drugih artiklih še poleg pri nas. Kje še lahko najdemo? Jaz, ko sem jo risala, sem pa nekako študirala, kako bi jo uporabila, da bi jo lahko ljudje, da bi lahko pristala pri ljudeh. Pa sem najprej, ko sem že imela neko zbirko, takrat je potovala po krajih, v katerih je res bila, sem pa naredila koledarček, se zdaj tule imam, pa mislim, da celo prvega, ga lahko pokažem. 2019. 2019 je bil prvi. In pol, da ni koledarček sam kot koledarček, Alma je rada pisala, v tistih časih še ni bilo teh socialnih omrežij. Sem pa pol, recimo, to je v bistvu ta prva Almica, ki je sploh nastala, sem pa pol naredila tako, da je koledarček uporaben, če obrnemo na zadnjo stran, se vidi, je v bistvu razglednica. Ta spodnji del je razglednica, tako da lahko Alma naprej potuje po
po svetu. Zelo simbolično. Ja, ja, tako se mi je zdelo fajn, da gre z njeno zgodbo. Ja, pa pač so tudi čist razglednice, posamične nastale, pa sem jo na majico še začela tiskati, zato da niso samo neke zgodbe, zdaj artisti moramo biti tudi malo samooskrbni v zdajšnjih časih, ja. Tako da, ja, te artikle sem pol naredila tudi kako torbico, tako da zdaj Alma pristaja povsod in lahko potuje še z drugimi. Še vedno potuje, včasih po svetu, zdaj pa po različnih stvarih. Ja. Saj dejansko en otrok je od frenda Tamali, jaz tega sicer ne poznam, tako nekaj podobnega, ko smo imeli včasih dopisovalce. Zdaj si pa kartice, razglednice pošiljajo, ja. Tako da sem bila zelo vesela, ker ste jih vzela, pa mi je pa še pokazal ta prijatelj prek aplikacije, kam je kjera kartica letela, tako da ja, dejansko potuje ta Alma. Dejansko potuje. Vse se mi zdi, da zdaj zadnja leta tako malo Celjani in nasplošno delamo malo več pozornosti Almi Karlinu, tudi tako otroci pa to vidi, na dost vejo, no, pa mogoče si kdaj mislijo, da ne, ampak se kar učijo. Lepo, se mi zdi prav, ker pač nima vsak Alme, no. Pomemben del naše zgodovine, pa tako, ko si rekla, ne toliko dolg časa nazaj, se nam še kar mogoče zdi otipljivo, pač ni tako nerealna, ker če se zdaj predstavljam celjske grofije, meni to tako nerealna slika. Ja, težko se poistovetimo, sploh pa oni so bili grofije, mi smo navadni ljudje. Alma je bila taka neka, ne vem, meni je tak heroj zdajšnjega časa, mali človek, ki v bistvu ima take lepe karakteristike, ko bi se lahko vsi malo učili iz njih. Tako da ja, se mi zdi bolj primerna tudi za zdajšnji čas pa za nas, ker pač nismo vsi grofje, nismo vsi neskončno bogati, nimamo vsi ne vem koliko zemlje, nismo lastniki mest, se mi zdi Alma taka lepa popotnica za vsakega. Da se lahko malo poistoveti, vsak lahko malo počrpa iz nje na nek način. Tako. Tako da ja, in naša Almica se tukaj v našem atriju pojavlja pa po Celju, se pravi, v kjere kotičke Celja si jo dala? Ja, malo sem kombinirala na tej razstavi, ker sem hotela, da je Celje, tako da jaz sem še zmerom ene par sličic dala iz prejšnjih let, tam nad Krekovem trgu, mislim, ko je taka ptičja perspektiva, se mi zdi, da je pomembno, to je tako srce Celja, pa z več zornih kotov je tam na Krekovem trgu Alma, sem pa za letos pa, ker pripravljam ta koledar, ima vsako leto neko rdečo nit, niso ti kraji, ker se ne nizajo ti kraji, v katerih je sam bila. Letos je pa šla tako malo v zgodovino, tako da potuje po teh starih vedutah, mislim, je ukomponirana v ilustracije starih vedut, se pravi nečesa, ko ali ni več zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ali stavba ne stoji, ali ni v tisti stavbi več tega, kar je bilo. Tako da ja, tam Petriček sem uporabila. Petriček ima tako zelo bogato zgodovino, to je v atriju od Mladinskega centra, pa tako, jaz bom rekla, dvojno zgodovino. Eno zelo žalostno, pač ko jo poznamo v povezavi s temi otroci iz Petrička, eno pa bolj za naše obdobje, ne vem, za naše generacije, ko smo gor, ne vem, športali, praznovali dan mladosti, v bistvu je tudi lepa zgodovina, ne. Stavba pa pač je odšla, nič več se ne dogaja gor, ja. Pa sem dala hotel Pošta, ki ne stoji več, ima tudi zelo pač tako zgodovinsko vrednost je imel. Hotel Pošta je, Petriček, Kapucinski most, ki zdaj nimamo več povezave tam, ko ga je odplavilo. Pol imam pa eno, ko
sem postavljena v 90. leta, ko sem jo pa narisala, to je edina temna, pa na edini dežuje, pa pod streho je v mladinskem centru. Ja, takrat sem pa to narisala zaradi obletnica poplav je bila v Celju iz 90-ih, tako da v ozadju se vidi še Peko tam, v bistvu podaljšek Krekovega trga. Tako da, ja, sem to za razstavo zbrala. Vedute, Celje, tako en prikaz Alme v Celju, starem in novem. Skozi leta, Alma. Tako. Se tudi, če se ne motim, na lani na 2020 koledarju je pa Alma, ko je bila korona, ni mogla iti iz države, je pa potovala po Sloveniji. Tako, ja. Tako da se Alma aktualnim ukrepom in življenju tudi prilagodi, ne? Ja, sledi dogodkom. Ja, Alma je bila ful napredna, tako, pa naj še kar po aktualnih temah. Ja. Tako da si se z Almo skozi vsa 3 leta kar do dobra spoznala, no, mogoče zdaj na nek zgodovinski, ne vem, te zgodovina zanima, ne, verjetno ne toliko zgodovinsko poglobljeno. Vedno mi služi kot orodje, kot neka odskočna deska, ja, ozadje. Kaj pa te mogoče pri Almi najbolj mislim, tako, zdaj sta že 3 leta zelo dobre prijateljice, zelo veliko krog se je že popeljala. Mogoče ena taka stvar, ki te fascinira pri njej, tudi tako, mogoče lahko iz nekega zgodovinskega, ali pa tako vizualno, kaj je dosegla? In vizualno, in vsebinsko. Ona mi predstavlja tako neko moč, tako, da si upa biti drugačna, pa ne zdaj na nek način, da bi iskala pozornost, ampak skozi neko svojo radovednost, pa v bistvu ta pogum mi je pri njej ful fascinanten. Recimo, to je pa glih kontra meni, jaz si ne bi kar upala zdaj sama potovati, ne. Tako da mi je z tega vidika mi je ful zanimiva prek te moči, zato sem prej omenila, da mi je tak mali heroj, mali realni heroj, ne. Zdaj je bilo obdobje Supermanov, ona mi je pa tak človeški, brez super moči, mali veliki človek. Ja, pa ta njena empatija do soljudi, do vsakega, do sprejemanja različnosti, da pač ne rabiš biti nujno nekdo, da se bo pogovarjala s tabo. Tako da ja, njena podoba je pa taka atraktivna v bistvu, je taka ikona modna je že skoraj, ne, v tej črnini, tako da ja. Ja, je. Saj zato sem jo tudi lahko uporabila, ne, ker načeloma rabim vedno neko tako močno karakteristiko, zdaj ali na človeškem obrazu, všeč so mi karakterni ljudje, no, pa to ne pomeni nujno, da so lepi, gre za neko drugo lepoto. Od tega, kar mogoče človek naredi oziroma izraža, ne, samo pač. Tako, ja, tako. Zanimivo, ja, in tudi Alma, kar vse je dala čez in pač na kako se je to odzvala in sprejela svoje življenje. Kot ženska je, mislim, še zdaj je nekaterim ženskam nekje težko, ne. Saj smo že kar davč prgurale, ne, lepo, da živimo v takem času, kot živimo, ampak ja, to je, si ne predstavljamo, no, kako je bilo takrat. Že samo neko potovanje, ne, zdaj je to vse na dosegu roke. Ja, že načrtovanje, že misel na tisto, kot je ona naredila s kovčkom, svojim pisalnim strojem. Jaz si jo že v zdajšnjih časih ne upam. Ona si je pa upala takrat, ja. Kot ženska in v bistvu sama. Tako. Tako da res powerful, strong, independent woman. Ja, za ženske je to kar, saj imamo Celjani kar lepo žensko zgodovino, se mi zdi. Res je. Ne samo tudi prek Alme. Močni, iz močnih žensk smo. Ja. Pa te Alma še navdihuje, še vidiš, da lahko z njo še nadgradiš, ali že imaš v glavi tako kak drug močen
karakter. Ne, pa jaz bi kar, mislim pač, če se bo sproti našlo še kaj, če bo nek močen lik, sicer me zdaj kar Celje zanima, pa tako malo brskam po tem, pa pač sem doma, pa ipak je korona, pa si še bolj doma, ampak ja, me kar navdihuje Alma, no, pa se sem jo zastavila tako, da lahko v bistvu ta lik skozi potuje, tako da mi skozi odpira neke nove poti. Bilo bi mi zelo fajn, če bi lahko eno krajšo risanko naredila. Sicer v Ticu, kot veste, so zdaj naredili animacijo, ampak ta animacija je na temo Alme in Alminega življenja. Bi jo pa jaz bolj uporabila kot malo kot fikcijo v nekih novih dogodkih, da potuje v čist nek sedanji svet. Tako da ja, imam bolj želje pač z nekimi projekti skozi Almo zaenkrat, no. Nadgrajati. Če se ga našli tako skozi raziskovanje, pa tudi se ne bom branila. Tako se tudi, tudi če imaš kak blok, da ti mogoče par mesecev ne sede, še vedno lahko pa čez 3 mesece umestiš, ko dobiš navdih na novo, ker je res taka figurica, da se konstantno lahko nadgrajuje oziroma obnavlja na nek način. Ja, da se nekako tako jo pol doživljam, ko da lahko še zmerom ta njen duh skače. Skače okrog. Prej. Tako da smo tudi že v bistvu zašle na moje vprašanje načrti za prihodnost. Risanka, pač če se bo dalo, to je vedno malo od financ odvisen, pa ekipo je treba nabrati, ni pač to mala zadeva, tudi če je kratka risanka, je veliko dela. Tako da, ja, pa predvsem naprej voziti. Pa fajn bi bilo, če bi v Celju dobili kako sobico, ki bi bila v bistvu nek tak Almin kotiček. Zdaj se mi zdi, da se vedno več ljudi tudi posveča Almi. Nisem edina, tako da bi bilo fajn, da se nekje zbere in vsa njena dela in vsa dela, ki so na njeno temo nastala, pa da bi lahko obiskovalci, šolarji, turisti, Celjani, da bi se lahko usedli v nek tak Almin prostor, prijeten, pa malo pobrskali pač po njenih stvareh, fotografijah, tako kot nek mini muzej, no. Spoštujem muzeje pa vse pa te razstave, ampak predstavljam nekaj, kamor bi, ne vem, od otroka do odraslega tako vstopilo v nek prijeten prostor, mogoče malo bolj na sodoben način, da ne bi bilo to zdaj samo za gledati, stati, pa se ne dotikamo. Malo interaktivne. Tako lahko da bi lahko prelistali literaturo. To je bilo res sluškano, no? Upamo, da bomo v Celju to dobili. Ja, zasluži si, ne? Zasluži si, ja, prav stavek, zasluži si Alma in zaslužimo si mi. Mi, tako sem jih hotela. Da lahko z njo v bistvu doživljamo še. Da nam se lahko naprej tako nas navdihuje. Evo, super, zdaj pa za konec, samo še za vsakega, ki je zdaj Alma še bolj navdušila, kje lahko kupim mogoče tvoj koledarček, razglednice, majčke, kje lahko vidi Almico? Veš kaj, nekaj imam v trgovinici Koko, tam se da, letošnji koledarčki še čakam, ful traja s tiskom. Pri meni v Kokotu razglednice so tudi v Ticu, tako da ostale majčke pa tudi po naročilo, tako da največja točka sem jaz, pa so pa še zaenkrat Koko, Tic, tako da ja, počas razvijamo. Najlepša hvala, jaz bi še vsaj enkrat povabila vse, da pridejo v naš MCC, naš Atrij, da si ogledajo Almo. Vam ful lepo zahvaljujem, ful smo lepo sodelovali, pa ful sem vesela, da je lahko Alma prišla na tak velik format, ker sem si vedno želela, da je neko komponirano v mesto, v neko okolje, da ni skrita na nekih stenah, za zidovi, ampak da je del mesta, pa da lahko naprej živi, tako da jaz sem ful vesela, da smo lahko videli pri vas v MCC-ju. Tako da, najlepša hvala, ne?
Tudi mi in hvala tebi, da pelješ Almino zgodbo še naprej. Tako da to. Evo, to je bilo za danes vse in vas vabim seveda k naslednji epizodi. Čau!